Takole. Jaz upam, da vidite tole prezi predstavitev. Ok, bom vzel mok, tako da vidite. Torej, osnovna ideja Erasmus študijske izmenjave vsi poznate, to je vam omogoča, da lahko opravite del svojih študijskih obveznosti na univerzi gostiteljici v tujini. Če pogledamo na hitro, osnovne informacije, to je obdobje upravičenosti za izvedbo izmenjave od 1. junija 2023 do 30. 9. 2024. Govorimo pa tukaj o semestrskih izmenjavah ali celoletnih, pri čemer se morate gledati študijski koledar univerze gostiteljice. Tako da tisti, ki se boste odpravili na kakšne skandinavske države, boste verjetno že konec poletja morali iti. Mislim, da grejo po našem študenti že konec avgusta. Ne vem, druge je Španija, Portugalska, začnejo približno takrat kot mi. Tako da gledali boste študijski koledar univerze gostiteljice. Najmanj lahko greste za 2 meseca, največ za 12 mesecev, ampak kot rečeno, praktično vse študijske izmenjave so bodisi enosemestrske ali pa celoletne, tako da je potrebno gledati študijski koledar. Tukaj so naštete države, kjer lahko opravite izmenjavo. Osnovni pogoj pa je, da ima naša fakulteta podpisan Erasmus bilateralno pogodbo z univerzo oziroma fakulteto v tujini. Erasmus bilateralne pogodbe lahko najdete na spletni strani, to je naslov, to je zdaj že na novi spletni strani, in točno na tem naslovu imate od spodaj vidite te zavihke, kjer med njimi tudi lahko najdete seznam Erasmus bilateralnih pogodb. Kdo se lahko odpravi na izmenjavo? Se pravi, študent mora imeti v celotnem času izmenjave aktiven status študenta na pedagoški fakulteti. Ne sme imeti nekih neporavnanih finančnih obveznosti iz naslova programa Erasmus, se pravi, če je bil, ne vem, na izmenjavi v preteklosti, pa je ostal kaj dolžan ali pa so še kakšni repi za univerzo. Zdaj, letos so nam dodali pa še nov pogoj, in sicer moramo preveriti, ali je študent bil v kakšnem disciplinskem postopku na fakulteti. Tako da tudi to je lahko razlog, da recimo, da je nekdo zavrnjen. Še mogoče še pri prvi točki lahko menim, da se pravi, da ima v celotnem času izmenjave aktiven status študenta, to pomeni tudi, da lahko gre na izmenjavo, ko ponavlja letnik. Tehnično gledano izpolnjuje pogoje. Velika večina, bi rekel 95% izmenjav ali pa še več, 98% izmenjav so, se pravi, ali semestrske ali celoletne. Obstaja pa še druga oblika, in sicer lahko študent odide na izmenjavo z namenom pisanja zaključnega dela. Univerza je pripravljena financirati tako izmenjavo največ 3 mesece, smatrajo, da je to dovolj za neko raziskovalno delo za zaključno delo. Bi pa tukaj opozoril, da je tako izmenjavo kar težko dogovoriti. Namreč mi v takem primeru nominiramo študenta in povemo tujemu koordinatorju, da ta študent ne bo imel nobenega predmeta, ne rabi kreditov, in potem to njim zadiši po turizmu. Do zdaj smo to uspeli nekako organizirati v primerih, ko je recimo mentor na pedagoški fakulteti imel kakšnega kolega v tujini in ga je potem poklical in vprašal, če bi sprejel našega študenta, ali pa da je bilo to dobro argumentirano, se pravi, da so videli na univerzi gostiteljici neko dodano vrednost in res razlog, zakaj ta študent želi prav v to državo, prav na to univerzo pisati zaključno delo. Se pravi, ne vem, da so oni dobri na določenem področju ali pa študent, ali pa zaključno delo neka primerjava sistemov s tisto državo in Slovenijo. Tako da, če nič od tega ni, praviloma ne uspemo nominirati študenta za pisanje zaključnega dela. Je pa seveda možnost, kot sem rekel. Torej, kakšni so koraki? Prvi korak bo izbira institucije, kar upam, da ste že globoko v tem koraku. Rok za prijavo na razpis je 23. januar 2023. In to je praktično, zdaj bomo šli do te druge točke, da vidite, kaj je potrebno. Tukaj pa pišejo še naslednji koraki, ki vas bodo čakali v naslednjih tednih, mesecih po
potem, če se boste uspešno prijavili, vam bomo potrdili prijavo. V naslednjem koraku boste pričeli s pripravo obrazcev, Learning Agreement na IŠN, potem bo sledila prijava na spletno aplikacijo Univerze v Ljubljani, kjer boste zaprosili za finančno pomoč. Sledila bo tudi prijava na tuji instituciji in potem sam odhod na izmenjavo. Najpomembnejši korak zdaj na tej točki je izbira institucija. Tukaj to morate res pametno zbrati. Kako jo poiščete? Najboljše je, da začnete, vam svetujem, da pogledate na spletno stran, spet na naslov, ki sem ga prej navedel. Tukaj lahko vidite, se pravi, sezname raznih bilateralnih pogodb. Potem imamo pregled izmenjav študentov zaposlenih na Pedagoški fakulteti za zadnjih 10 let, kjer lahko pogledate točno, kam so odhajali študenti vaše smeri, na katere univerze, po študijskih letih, koliko jih je šlo. Naslednji zavihek je pa seznam v tujini opravljenih predmetov in priznanih predmetov na Pedagoški fakulteti. Torej, ko študent gre na izmenjavo, vi tam morate najti neke predmete, ki so primerljivi z našimi, in potem, ko pridete nazaj, se v VIS vpišejo naši predmeti, ki so priznani. In te sklepi v priznavanju so praktično vpisani v to tabelo. Tukaj skratka lahko vidite točno za zadnjih, ne vem koliko so, 5 let se mi zdi, kaj so študenti, točno katere predmete so delali na izmenjavi in točno kateri predmeti so se priznali v kakšni meri na naši fakulteti. Tukaj to vam močno olajša, po mojem mnenju, izbiro in da najdete neko najbolj optimalno institucijo za vašo smer. Potem imate tudi vtise študentov z izmenjave, torej vsak študent, ko pride iz izmenjave, preden zaključi lahko postopek priznavanja, dobi v izpolnjevanje neko kratko anketo o samih vtisih z izmenjave, kjer potem se tudi splača dobite neke praktične informacije in toplo priporočam, da tudi to pogledate. In pa seveda predstavitve, ki jih snemamo zdaj že 3. leto zapovrstjo in lahko najdete na YouTube kanalu Pedagoške fakultete. Potem pa močno toplo svetujem, da pogledate tudi spletne strani tuje institucije, ko enkrat zberete neko optimalno institucijo. Namreč ponudba tujih univerz se močno razlikuje. Vsaka univerza, bi rekel, nekako na svoj način dela z Erasmus študenti. Tako imamo neke partnerje, ki vsako leto ponujajo iste module, recimo za 30 kreditov iste programe, dodajajo nove. Obstajajo pa tudi univerze, fakultete, naše partnerice, ki pa nekako nimajo neke stalne ponudbe, pretežno obstajajo neki predmeti v ponudbi, določeni se pa menjajo. Tako da, če se odhajate na neko tako univerzo, ki nima neke stalne ponudbe, je vsekakor priporočljivo, da pogledate že zdaj na tej točki, da pogledate vsaj osnovno predstavo, da dobite, ali boste lahko najdeli dovolj primerljivih predmetov. Zdaj, če se zgodi, da greste nekam na neko fakulteto, kjer prav nihče še ni bil iz vaše smeri, tudi takih primerov imamo vsako leto nekaj, je pa potrebno nekoliko bolj natančno pogledati. Sicer na vsak način je potrebno pridobiti učne načrte predmetov, ki jih boste tam delali, lahko tudi v njihovem jeziku, marsikdaj se to ne najde v angleščini, pa pač se potem pomagamo z Google Translatom, se to je zdaj že toliko napredno, da dobimo te informacije, ki želimo videti, ker to je potem potrebno predložiti oddelčnemu koordinatorju, da na oddelku pregledajo, ali se bo našlo dovolj predmetov za priznavanje. Ponavljam, zdaj za samo prijavo ni potrebno to imeti že v nulo razdelano, cel Learning Agreement in IŠN obrazec, je pa vsekakor priporočljivo, da to pogledate že zdaj in se ne prijavljate na pamet, ker če boste šli to gledati šele, ne vem, 2 meseca pred predvidenim odhodom in potem ugotovite, da pa tam ni nič primerljivega, je takrat prepozno, da karkoli spremenimo in vam mogoče vas usmerimo kam drugam. Torej, spet, če povzamemo, s pomočjo Erasmus oddelčnega koordinatorja izberete želeno institucijo. Tukaj
predlagamo, da se ne omejite samo na eno. Vi imate v prijavnici v VIS-u možnost izbrati 3, se pravi, rangirate 3 možne destinacije. Tako da potem, ko mi pregledujemo prijave in če dobimo za določeno univerzo preveč prijav in smo primorani selekcionirati, in vi spadete iz tiste univerze, potem gremo gledati vašo drugo željo. Če pa tam ne napišete nič, potem pa žal ne morete na izmenjavo. Tako da svetujem, da naredite kar 3, da upišete 3 želje, če imate že to možnost. Izpolnite spletno prijavo v VIS-u in potem naložite še motivacijsko pismo ter dokazilo o povprečni oceni vseh do prijave opravljenih izpitov. To je lahko preprost izpis iz VIS-a, to ni potrebno referatu naročati uradni dokument. Pomembno, 3. točka, izpolnjeno spletno prijavo je potrebno po oddaji v VIS-u shraniti kot PDF in jo poslati na e-mail naslov oddelčnega Erasmus koordinatorja. Na ta način želimo poskrbeti, da so tudi na oddelku seznanjeni z številom prijav in kdo se je prijavil, in da tudi oni potrdijo, da se strinjajo z vašo prijavo. Še enkrat, rok za prijavo je 23. januar do polnoči, imate ta čas. Kakšna so merila? Zdaj, mi že par let smo primorani rangirati prijave, kajti univerza pričakuje, da bo slej ko prej prišel čas, ko ne bomo mogli vseh potrditi. Zaenkrat so vsi, ki so se prijavljali do zdaj, smo jih tudi potrdili. Seveda se je zgodilo, naprimer, da imamo preveč prijav za določeno univerzo in smo potem določen del študentov preusmerili drugam, seveda vse dogovore z njimi. Prav zato ima naša fakulteta rok za prijave nekih 3 tedne, preden ima fakulteta rok, da odda imena naprej na univerzo, zato da imamo to okno, da lahko organiziramo neke srečanja ali pa pogovore, če ugotovimo, da imamo na določenih univerzah preveč prijav, ker nam je v interesu, da vas gre čim več v tujino. Ampak če se vas prijavi, ne vem, na neko univerzo, kjer so 3 mesta, 15 študentov, pač 15 tja ne more iti. V takem primeru potem poskušamo določen del študentov preusmeriti drugam. Kako bomo delali rangiranje? Mi smo naredili, zdaj univerza nam je predpisala določene kriterije, ki jih moramo upoštevati, povprečno oceno in motivacijsko pismo. Zdaj osebno smatram, da povprečna ocena mogoče niti ni primarni kriterij, da je lahko nekdo, ki ima nižje povprečno oceno, lahko boljši študent, ne vem, v tujini se razsveti. Tako da mi smo naredili sistem, da je najbolj pomemben kriterij letnik študija. Višji letnik, ko ste, več točk dobite, ker logika nekje zadaj je, da tisti, ki so v nižjem letniku, bodo pač imeli več možnosti naslednje leto. Potem je povprečna ocena, motivacijsko pismo v angleškem jeziku. Tudi to, iskreno povedano, je nam zelo težko ocenjevati, kako ne, zdaj, to je zelo subjektivna ocena, kako jaz vidim vaše motivacijsko pismo. Tako da tukaj poglejte razpis, to smo zelo ponastavili, tukaj damo samo, mislim, da 0, 5 ali 10 točk. In vas prosim, da pač želimo, da je spisano spodobno, da ni na roke napisano, da ni veliko slovničnih napak, in potem dobite 10 točk. To ne bo od 1 do 2 strani dolgo. V angleškem jeziku oziroma v jeziku, v katerem boste študirali. To je 99% je to angleški, ampak recimo, če gre kdo na nemško univerzo in žive vnaprej, da bo v nemščini, potem lahko motivacijsko pismo napiše v nemščini, ker jaz, ko potem nominiram te študente na tuje univerze, pogosto pošljem tudi motivacijsko pismo, zato da vas pač tuji koordinator pobliže spozna. Minus pike moramo dati za študentom, ki so bili prijavljeni v preteklosti, so potem odpovedali izmenjavo iz nekih subjektivnih razlogov, ker univerza želi in nacionalna agencija, da je čim manj odpovedi. Letos smo dodali še 2 kriterija po dogovoru z našimi oddelki. Prednost pri izboru bodo imeli kandidati, ki so se pred prijavo posvetovali z oddelčnim koordinatorjem, zato je pomembno, da
jih obvestite o vaši nameri, da se boste prijavili. In če bo prišlo do tega, bomo pač uporabljali tudi 6. kriterij, da študenti, ki še niso bili na izmenjavi, imajo seveda prednost pred študenti, ki so že bili na eni izmenjavi. Kot prepričan sem, že veste, vam pripada 12 mesecev izmenjave ali prakse na stopnjo študija, tako da marsikdo, mislim, vsako leto je veliko študentov, vse več, ki se odpravljajo na izmenjavo že drugič na tej stopnji študija. Nacionalna agencija nas posebej opozarja vsako leto, da vas moramo mi opozoriti, da nihče se ne odpravi na izmenjavo, ne da bi imel naprej določene obveznosti, ki jih bo v tujini opravil, in dogovora, katere predmete bo imel pri nas priznane. Skratka, ne more se zgoditi, to vas ne sme skrbeti, da boste vi šli v tujino, tam nekaj delali in da boste potem šele, ko pridete nazaj, začeli trkati na vrata nosilcev in se meniti, kaj od tega bo priznano. Ta dogovor mora biti znan vnaprej. In ta dogovor se zabeleži v 2 obrazcih, ki sta sicer dokaj podobna. En je individualni študijski načrt, to je interni obrazec naše fakultete. Drug obrazec pa je študijski sporazum ali learning agreement, ki je pa osnovni dokument Erasmus izmenjave in ga podpiše tudi koordinator na tuji univerzi. V obeh obrazcih pa je pravzaprav določeno, kaj napišete zelo eksplicitno, katere točno predmete boste delali na izmenjavi in kateri predmeti na pedagoški fakulteti se bodo priznali, ko pridete nazaj. Individualni študijski načrt je naš interni obrazec in tukaj je ta dogovor malo bolj natančno opredeljen, medtem ko nekje na osnovni ravni pa mora biti ta dogovor tudi vključen v študijski sporazum learning agreement. Ta 2 obrazca, kot še enkrat, ne potrebujete za samo prijavo. Razen, če mogoče kakšen oddelek to izrecno zahteva, mislim, da na logopediji Damjana želi videti že nek osnutek tega individualnega študijskega načrta. Sicer pa to ni potrebno, to ni predloga za prijavo na razpis. Je pa fajn, da že zdaj imate v glavi, kaj bo treba pripraviti in še posebej pri izboru institucije, ko gledate, kam bi lahko šli, ker takoj zatem, ko vam mi potrdimo, da ste se uspešno prijavili, v naslednjih tednih se boste začeli lotevati teh 2 obrazcev. Še to, zdaj smo zelo na hitro to predstavili, zato ker Mednarodna pisarna organizira posebno srečanje za tiste študente, ki se boste prijavili in boste imeli tudi potrjeno prijavo, običajno enkrat marca, potem organiziramo novo srečanje, kjer pa gremo bolj natančno čez te korake, ki jih tukaj zdaj samo bolj bežno omenjam. Ker imamo tudi to predstavitev o študijskih izmenjavah, bi želel izkoristiti možnost še, da vas opozorim, da je še vedno odprt tudi razpis za Erasmus praktično usposabljanje in da so prijave še vedno možne. Univerze nekaj mesecev nazaj upravičeno obdobje za izvedbo podaljšala do 30.9.2023. In glede na to, da na prakso lahko greste za najmanj 2 meseca, je zadnji rok za prijavo na razpis do 1. julija 2023. To je ravno še dovolj časa, da se vi prijavite in da potem univerza pripravi pogodbo o financiranju, da vi izvedete 2-mesečno prakso. Ta rok je sicer zadnji možni, lahko pa se zgodi, da sredstva poidejo že pred tem. Tako da trenutno je razpis odprt in to je zadnji rok, vendar če slučajno, ne vem, spomladi začnejo študenti masovno hoditi na prakso, se lahko zgodi, da pač ta sredstva poidejo že pred. Je pa predstavitev tega razpisa na voljo na YouTube kanalu Pedagoške fakultete. Tisti, ki se boste prijavili na izmenjavo in boste imeli potrjeno prijavo, bo en izmed korakov, ki bodo potrebni kasneje, prijava na spletno aplikacijo Univerze v Ljubljani in tam boste zaprosili za finančno dotacijo. Torej, samo prijava na Erasmus razpis še ne pomeni, da vi avtomatično dobite štipendijo. Potrebno se bo prijaviti na spletno aplikacijo in tam naložiti določeno dokumentacijo, med drugim learning agreement. In pomembno, da je,
da vi to naredite dovolj zgodaj, da ima univerza čas pripraviti pogodbo o financiranju, vam poslati, vi jo podpišete, pošljete nazaj in potem vam univerza nakaže 80% sredstev vnaprej, 20% pa, ko prijete izmenjave. Eno vprašanje je bilo vmes, Živijo, kaj je še vedno tako, da prijavlja za prakso, ko imaš že del counterpilni dogovor, torej ne do 23. Tako je. To ni isti razpis. Razpis za prakso je bil objavljen že pol leta nazaj, ker pa ni bilo veliko prijav, so ga zdaj podaljšali do konca septembra 23, ampak roka zdaj ni. Skratka, tam je zadnji, 1.7. je zadnji možni rok, ko se še lahko prijavite, da se vam zadeva izide. Rok, ki so ga oni postavili, ko je bil razpis objavljen, je že zdavnaj minil, ampak ker so sredstva še na voljo, postaja razpis odprt. Vendarle ne pustimo prijav na pamet. Skratka, ko imate šele dogovorjen, kam bi šli in potem pripravljen študijski oziroma learning agreement za prakso, takrat se potem prijavite še na sam razpis in mi tako isti dan potem pošljemo naprej prijavo na univerzo in potem sledi prijava na univerzitetno spletni portal za finančno pomoč. Tako da ne morate se še zdaj prijaviti, če še ne veste, kam boste šli. Kakšna je finančna pomoč? Tole so zdaj številke za študijsko izmenjavo, ki potekajo zdaj. Še eno dodatno vprašanje je bilo, kaj pa, če bi šli na prakso po septembru? Ja, to moramo pa počakati nov razpis, ki, ne vem, zna biti, da bo objavljen, ja, ne vem, mogoče poleti. Vsekakor bo nov razpis pred septembrom objavljen, zato da točno za tiste študente, ki želijo iti na prakso od 30.9. naprej. Tako da v tem primeru je potrebno počakati na naslednji razpis. Kar se tiče izmenjav, tole so številke za štipendije, ki so bile podeljene letos. Univerza ne more vedeti vnaprej, s koliko sredstvi bo razpolagala, zato ne moramo že v tem trenutku povedati natančno, kakšna bo štipendija. Namreč, ko univerza zbere vse te prijave, jih pošlje na nacionalno agencijo in potem šele enkrat konec pomladi, v začetku poletja, nacionalna agencija CMEPIUS obvesti vse univerze v Sloveniji, koliko sredstev bi bilo namenjeno in takrat potem šele naša univerza gre preračunavati in pride ven številko točno, koliko boste dobili mesečno štipendije. Ta številka se z vsakim razpisom viša, tako da definitivno bo višja. Zdaj, koliko točno, pa ne vem. Svetujem vam, da pogledate razpis, ker tam so zelo natančno potem opredeljeni še razni dodatki, do katerih so upravičeni študenti pod določenimi pogoji. Recimo, eno teh je javni sklad Republike Slovenije, to univerza zaprosi v imenu študentov. Mislim, da ja, v letu 2022 je ta znašal 45 € na mesec. To spet vprašanje, ne vemo, koliko bo to v prihodnje, ampak tudi ta znesek se običajno viša. Potem imate dodatek za študente iz okolij z manj priložnostmi, kako to dokažete oziroma kakšna dokazila so potrebna, imate spet opisano v samem razpisu. Obstaja zdaj po novem dodatek za zeleno potovanje, če greste z nekim javnim prevozom, z vlakom recimo. Potem pa še dodatek za študente s posebnimi potrebami. Pri praksah je štipendija nekoliko večja, jaz sicer ne vem zakaj, ampak so nekoliko višje številke. Prav tako pa tudi tukaj priporočam, da pogledate sam razpis, kjer so bolj natančno opredeljeni te dodatki, do katerih ste upravičeni lahko. Še nekaj stvari, na katere nas spet opozarja nacionalna agencija, ker se pogosto izkaže, da študenti tega ne vejo ali pa rečejo, da niso bili obveščeni. To sicer vse piše v samem razpisu, ampak mogoče le, da vas še posebej opozorim še enkrat. Vi morate res poskrbeti, da dovolj zgodaj potem date tisto spletno prijavo za pomoč
ker mora biti štipendija obvezno izplačana študentu, preden se odpravi v tujino. Ne sme se zgoditi, da ste vi že v tujini in potem začnete tam urejati ali pa mislite, da boste začeli za nazaj, kar sploh ni mogoče. Če imate kakšno nacionalno štipendijo, državno, Zoisovo, jo seveda še naprej prejemate. Erasmus štipendija se s tem ne izključuje. Erasmus štipendija pravzaprav niti ni štipendija, ampak je finančna pomoč za življenje in študij, ko živite v tujini. To je pomembno, da se zavedate, ker sploh v primeru, upam, da nikoli ne bomo več imeli nekih lockdownov, ampak to je bilo zelo aktualno zadnje 2 leti, ker je marsikje potekel študij na daljavo. Če vi ostanete v Ljubljani in delate na daljavo, za to obdobje niste upravičeni do Erasmus štipendije ali pa Erasmus finančne pomoči. Tako da, če pa ste recimo v tujini pa v, ne vem, študentskem domu, pa tam delate na daljavo, pa ste upravičeni. Tako da, to je kar pomembno, da se zavedate. Koliko bo univerza financirala mesecev, običajno je tako, da potrdijo vse, kar ste napisali v prijavi. Če nekdo že v štartu želi celoletno izmenjavo, potem svoje pripravljanje financira tudi celo leto. Če sredstev zmanjkuje, če oni pa vidijo, da jim nimajo dovolj, zna se univerza odloči, da ne financira podaljšanja. Torej, to običajno dobijo študenti informacijo nekje pozno jeseni, to so študenti, ki so na izmenjavi v prvem semestru in mogoče kdo razmišlja, da bi podaljšal in univerza potem nekako sporoči pozno jeseni odločitev, ali bo univerza pripravljena financirati dodatne mesece ali ne. Lahko je tudi omejitev, da vam v istem študijskem letu ne morejo financirati in prakse in študijske izmenjave. Zdaj, zadnje 2 leti mislim, da je to kar bilo možno, zato ker je veliko sredstev ostalo zaradi pandemije in je ostalo dosta neizkoriščenih teh mobilnosti. Jaz močno dvomim, da bo to v prihodnosti še možno. Glede na to, da res te številke študentov, ki odhajajo na izmenjavo, vsako leto kar močno rastejo. Vse pravice, obveznosti in odgovornosti študentov pri dodelitvi finančne pomoči so opredeljene v sporazumu o nepovratnih sredstvih. Torej, ko boste vi oddali prijavo na spletno aplikacijo univerze, vam bodo oni na osnovi vaših podatkov, ki ste jih pisali noter, poslali sporazum o dodelitvi sredstev in tam noter je fajn, da si preberete natančno, kakšne so vaše obveznosti. Še posebej tudi del, ki verjetno govori o sankcijah, če česa ne izpolnite in v kakšnih primerih je potrebno vračati denar. Tole sem pa že omenil. Torej, celotni čas razne študije v tujini mora študent bivati v kraju univerze gostiteljice. Vtisi, kot sem rekel, najdete jih na spletni strani. Lahko pogledate tudi te predstavitve na YouTubeu, kjer smo zdaj že 2-3 leta zbiramo, imamo tako predstavitev in potem študentje predstavljajo svojo osebno izkušnjo. Verjetno ste tudi sami govorili z študenti, ki so že bili na izmenjavi. Jaz lahko rečem, da jaz že več kot 15 let delam na fakulteti kot koordinator za izmenjave in nisem še naletel na enega študenta. Enega nisem naletel v 15 letih, ki bi bil razočaran nad izmenjavo. Mislim, tudi bili so zelo hudi primeri, ne vem, da so ga ukradli, ne vem, pretepli, izgubil je stanovanje, preplačal ga je. Na fakulteti ni bilo nič v angleščini, vse je bilo katastrofa, ampak na koncu zaključek najboljša odločitev v življenju, daj se lahko spet prijavim. Tako da res toplo priporočam, kar boste pa verjetno tudi videli zdaj iz predstavitev, ki bodo sledile naprej. Še enkrat, da povzamem, da res ne bo kakšnih nejasnosti. Vi morate zdaj v tej točki izbrati institucijo. Tukaj imate na pomoč oddelčne koordinatorje, predvsem pa podatke, ki jih najdete na spletni strani, kjer lahko pogledate, kam so hodili študentje vaše smeri v preteklosti. Zadnji datum za prijavo v VIS-u je 23. januar. Ne pozabite poslati prijavnice potem tudi Erasmus koordinatorju v PDF-ju. Potem pa, kot sem prej omenil, bodo v naslednjih tednih sledili naslednji koraki.
tukaj med točko 2 pa 3 bo mednarodna pisarna organizirala novo spletno srečanje, kjer bomo bolj natančno pogledali, kako poteka ta priprava obrazcev. Morali boste pa pripraviti 2, IŠN in Learning Agreement, potem boste pa čakali na navodila s tuje univerze, ki vam bodo poslali, kako in kje se lahko prijavite, da se registrirate pri njih, in z naše univerze, ki vam bodo poslali navodila, kako zaprosite za uradno finančno pomoč. Tole pisarna za raziskave in mednarodno sodelovanje se nahaja na dekanatu, čist zraven sobe dekana, soba 34. Mi imamo neke uradne ure, mislim, da ponedeljek, sreda, petek, ampak vi lahko prijete kadarkoli, običajno je nekdo vedno v pisarni zdaj. Če le ne delamo kaj posebnega, smo vas vedno pripravljeni sprejeti. Še rajše pa vidimo, če se najavite po mailu, pa potem pa res poskrbimo, da zagotovo nekdo tam. Tako da ni potrebno gledati zdaj, da prihajate, pa kličete samo v času uradnih ur. Zaenkrat še folgamo tudi na ta način. Tole so Erasmus oddelčni koordinatorji, kar prepričan sem, da jih že poznate. To je pa to. Ima mogoče kdo še kakšna vprašanja? A lahko še enkrat pokažete koordinate? Aha, kaj vas pa zanima, kateri? Za katero smer? Zdaj moram do konca. Zdaj, mogoče pri teh koordinatorjih oddelčnih malo je zadeva zapletena pri dvopredmetnem učitelju, ker morate praktično v nekih primerih 2 obiskati. Tako da mogoče, če imate kakšne dileme, da mi takrat kar pišete ali pa pokličete, pa vam jaz malo posebej razložim, kako bi se šlo to na vašem mestu, oziroma kako bi. Evo. Ok, hvala. Ima mogoče kdo še kakšno vprašanje v zvezi s samo prijavo, če ne bi dal besedo kar študentom. Jaz imam eno vprašanje. Ja, kar izvolite, ja. Glede prakse, se pravi, če smo prvi letnik, a potem se to mora že kaj zdaj prijavljati, to se prijavi potem v naslednjem letu, ker še v drugem letu gremo lahko sploh, ne? Ne, to na moje presenečenje na zadnjih razpisih ta pogoj izginil. Včasih je bil pogoj, da ima študent opravljen prvi letnik, zdaj pa mislim, da od prejšnjega razpisa pa tega pogoja ni več. Tako da od nekje, recimo vi, če ste zdaj v prvem letniku, bi se lahko prijavili, ne vem, pa poletnikam odšli, tudi to je že možno. Ok, a drugače pa za naslednje leto za prijave bo še kakšen... Tako, nov razpis bo pa še sprav. Ta razpis, ki je zdaj zunaj, ki je še odprt, ima upravičeno obdobje za izvedbo do konca septembra 2023. Hvala. Prosim. Ok, če ni več vprašanj, potem bi jaz dal besedo, mislim, da imamo, ne bi bila prva Marja, ampak jo ne vidim tukaj. Tako da bi mogoče kar Tomaž, da vi tukaj se lahko začnete? Ja, lahko. Super, najlepša hvala. Mi boste sam delili... Ja, mislim, da saj samo mogoče tako, da bi morali delati. Ok, sam majčken, da to prškam. Tole. Evo se vidi. Mi vidimo ne predstavitev takole, ne čez cel screen, ampak... Čakajte samo. To je pogosto v Zoomu. Ja, ne vem, zakaj mi to kontra da. Se lahko dam tole, da... Sej lahko tudi ulo postite, sej vidimo, sam pač treba tam premikati, ne celo stran. A pa zdaj?
V redu? Te pa vidimo, ja. Ok, super. No, takole, evo, jaz bom pa predstavil v bistvu moj Erasmus v Tampere. Tampere so na Finskem in tam sem bil v bistvu lani v poletnem semestru. Na Finsko, kot ste že vi povedali, se gre malo prej, ker se semester začne prej, tako da sem že šel na Finsko v bistvu takrat 3. januarja. Se pravi, ko sem prišel gor, je bilo presenečenje že prvo to, da je bilo samo 5 ur svetlo, ampak mislim, ker se imenujeta poletni dan in poletna noč, ampak to je v bistvu samo še, ne vem, polepšalo Erasmus, no. Ni bila težava s tem. Tako da, evo, če ga damo naprej. Evo. Tule sem za vas pripravil, če bo še potem kdo kasneje gledal, je v bistvu spletna stran te univerze v Tampere. Za Finsko je značilno tudi to, da so v bistvu taki kampusi, se pravi, da je na enem kampusu več programov, kot bi bilo pri nas, ne vem, neka Rožna dolina, pa so potem vsi ti faksi v bistvu v enem faksu. Potem sam stroškovno Tampere, se v bistvu, če bi, se pravi, nekimi temi osnovni stroški, v bistvu bi se lahko vse pokrilo z Erasmus štipendijo, ker je študent tam nekje okoli 300 evrov. To je vključeno, da v bistvu imaš kot študent svojo sobo. Zdaj, eni so taki, da imaš apartmaje, eni, da imaš samo svojo sobo, pa potem, da si deliš kuhinjo. Potem tule, ja, pač mesečna vozovnica okoli 40 evrov. In pa še ena ful dobra stvar je, se pravi, Finci nimajo bonov, ampak imajo pa ene take menze, ki so imajo tudi bolj zdravo hrano in je obrok, na primer, okoli 3,20 €. Tako da, če vse to skupaj plus še fitness računamo, ne, je v bistvu tam okoli 500 evrov, pa ti še potem 100 evrov ostane za, ne vem, sprotne zadeve. Tako da tole, potem tule sem še pripravil še enih par uporabnih spletnih strani. V bistvu tale prva so študentski domovi. Lahko si tu več preberete, kako poteka sam način prijave in vse to, ampak mislim, da če greste na Finsko, vas ne rabi skrbeti za študenta, ker smo tudi vsi smo dobili, no. Tako da, potem zelo dobra organizacija v Tampere, oziroma tudi vse posod na drugih Erasmusih je še tale ISN, ki ti, ne vem, nudi od raznih dogodkov, povežete z ljudmi. Tu na Finskem ti še nudi, ne vem, je še bila ena dodana vrednost, da si v bistvu dobil taki kitchen set pa bedding set, ne, da si ne rabiš te stvari kupiti za študenta. Potem, ja, tu sem še dal za prevoze, vlak, spletna stran pa fitness. To je tudi ful dobro, na primer, da pride fitness, pride za pol leta 50 evrov, ki ne vem, kje lahko to dobiš v Sloveniji. In ja, potem lahko greš, ne vem, na različne dejavnosti, od, ne vem, badmintona do ne vem kakega športa. Potem tole bi še izpostavil, v bistvu, če še kdo ne pozna, ti lahko s to ISN članarino v bistvu koristiš ugodnost in imaš na Ryanairu v bistvu 4 leta na leto v tem študijskem času 10% znižane in dobiš tudi pač 20 kg check-in luggage lahko. Tako da to vam toplo priporočam. Pa lahko si tole ISN kartico izdelate tudi v Sloveniji, v Ljubljani, tam pri pivovarni Union. In ja, tole priporočam, ker pač te pride ugodneje. Potem tule sem še pripravil v bistvu samo izbiro predmetov. Predmeti so bili kar dobro predstavljeni in tudi v bistvu dobra izbira je bila, ampak je bila vseeno malo okrnjena zaradi pač covid situacije. Ampak ja, bi rad povedal, da je pač ja, to čisto drugačen pristop, akademski, več se člankov bere, diskutira, ni neke gole teorije, ki bi mogel znati, ampak se predvsem ocenjuje veliko esejev, potem za tudi preverjanje znanja.
In ja, v bistvu se bolj pač v bistvu ocenjuje tvoje razumevanje, ne faktografsko znanje, kot je v Sloveniji, pa potem vse bolj praktično usmerjeno. Možnost ima tudi velikrat self-independent study, to je tudi, če komu paše, tudi dobra oblika študija, ne, da sam članke bereš. Pa potem je še bila tule ena tale Creating Connections Through Music, je tudi bil zelo dober predmet, kjer smo pa v bistvu ful glasbeno ustvarjali in so tudi, ne vem, z nami bili, to so še oni Finci povabili še dodatno profesorje iz cele Evrope in smo potem skupaj sodelovali, ne vem, ful kompozirali glasbe, tak, zelo zanimiv predmet, no. Tako da to, ja, s tem bi jaz zaključil. Če bo še pa kdo imel slučajno kako vprašanje ali pa kakšna neuradna vprašanja, pa sem na voljo na mailu. Takole. Najlepša hvala. Super. Zelo informativno. Ima mogoče kdo kakšno vprašanje v zvezi s tem? Tomaž, ali lahko samo poveste, kaj ste vi, katera smer? Ne vem, če se to ugotovil. Aha, to pa mogoče nisem povedal. Ja, razredni pouk je moja smer. Tako da ja. Dobro. No, najlepša hvala. Za Tomažem je na vrsti Hana. Je Hana z nami? Mislim, da je bila. Ja, pozdravljeni. Jaz pa nimam PowerPoint predstavitve, tako da bom kar takole besedno delila z vami. Jaz sem pa trenutno v Barceloni, sem pa drugačna predšolski smeri v Ljubljani. Ko sem se odločila v bistvu za Barcelono, ker nisem zasledila, da je bil katerikoli študent pred mano tukaj, sem kontaktirala Sanjo Berčnik, koordinatorko predšolske vzgoje, in sem imela v bistvu Zoom sestanek, tako da mi je tudi ona v bistvu zelo pomagala pri tem, sva pregledala vse predmete in skupaj sestavila vse obrazce. Če se kdo odloča na kakšno tako fakulteto, da noben še ni bil, ne se ustrašiti, ker je veliko možnosti, no. Tudi sama sem videla v bistvu na koncu, sem morala spremeniti, ne vem, 3x-4x learning agreement, ker so se pač stvari križale na urniku, ker takrat urniki še niso bili znani in veliko ostalih faktorjev je bilo, no, ampak na koncu so se zadeve šle. Situacija tukaj s faksom je pa taka, da v bistvu jaz sem na univerzi, katera je malo bolj oddaljena iz mesta. Seveda imate opcijo, da ste tam na kampusu. Če izberete to opcijo, vas nastanitev pride med 300 in 500 evrov, odvisno katere apartmaje si izberete in kako. Jaz sem za to možnost žal bila prepozna. Sem se v bistvu oglasila konec maja in je v bistvu bilo že vse polno. Tako da, če se odločate za to izbiro, da ste na kampusu, se prijavite kar takoj, ko dobite odgovor. Potem pa morate pa vedeti, da je v bistvu sta dve stvari. Kampus in faks je oddaljen približno slabo uro iz mesta z metrojem, tako da zdaj to se potem vi odločite, ne, ali boste preživljali dneve na kampusu, pa se vsak dan vozili 1 uro, ali boste v centru mesta. Jaz v bistvu na koncu sploh nisem imela možnosti, tako da sem v centru. Sicer sem pa tudi bolj zadovoljna s to opcijo, ker poznam tudi veliko ljudi, ki je na kampusu, pa je zelo tako nepriročno. Jaz sem našla nastanitev prek spletne agencije Spotahome. Ta spletna stran v bistvu zelo priporočam, ker vem, da je to meni zelo delalo težave, kje najdete nastanitev, kako, bla. V glavnem, potem sem našla prek Spotahome in sem se držala tistih nastanitev, katere so v bistvu bile že pregledane strani agentov te agencije. Potem najdete sobo, seveda, imate lokacijo, vse. Jaz trenutno plačujem za sobo v centru 450 evrov na mesec. Je zelo majhna, pa tudi tako realnost teh nastanitev, ko pridete dejansko sem živeti, boste zelo razočarani v veliko primerov, ker sploh niso slike realnost teh stanovanj. Realnost je potem, ko pridete tukaj, da so stene sploh niso bele, vse je popokano, ščurki so povsod, ampak ja, vse se potem da zmeniti.
kontaktirate agencijo, kontaktirate lastnika. Tako da tukaj ni bilo potem večjih težav. Sem se odločila ostati v tem stanovanju, kljub temu, da ne vem, na koncu nimamo sploh dnevne sobe, ampak je sam hodnik, pa tako no, ampak na koncu se je vse šlo. Tako da potovala sem, oziroma še vedno potujem, ker imam še vedno predavanja, vsak dan z metroji do faksa. Povezave so kar dobre, no, tudi cene kart so zelo ugodne. Trenutno ima Španija neko akcijo, se pravi za 3 mesece je karta 40 €, ampak zdaj se bo podražila in bo 80, glih to, da imate malo za predstavo. Potem pa faks, ker sem imela predavanje v angleščini, je faks potekal v večernih urah. Zdaj, imela sem od ponedeljka do petka, od 4 popoldne do 9 zvečer. Zdaj, ja, je zelo, na začetku je zelo grozno, cele dneve si na faksu. V resnici potem niti ni tako, zato ker je ta faks toliko oddaljen in spada med, ne vem, kakšne fakse, v glavnem ima zelo veliko protestov. Zelo velikokrat, vsaj enkrat na teden so nam odpadla predavanja, tako da več ali manj, pa tukaj v Španiji je zelo veliko nekih državnih praznikov, tako da več ali manj v bistvu odpade pol tega. Tako da ja, predavanja načeloma so kar bolj praktična. Znanje angleščine profesorjev je minimalno, tako da boste pripravljeni, če se odločite za to odločitev, da boste tudi vi kdaj pomagali profesorjem kakšen izraz v angleščini najdete, ampak ja, drugače se je kar prilagodljivo, no. Je pa tukaj tako, da je v mojem primeru obveznost na predavanjih je bila, pač obvezno so bila predavanja, 80% prisotnosti moraš imeti, če ne drugače ne moreš pristopati k končnemu izpitu. So pa tudi vsak teden taki mini izpiti, oziroma vsak teden so nekatere seminarske. Tukaj so zelo poudarki na tem skupinskem delu, tako da nas zelo radi dajo v skupine in potem v bistvu moraš dodajati seminarske kot pogoje za izpite. Tako da ja, kar se tiče faksa, je to. V razredu boste s samimi Španci. Tukaj je zelo malo, vsaj na mojem faksu Erasmusu. Bila sem jaz in pa še 3-4 mogoče punce. Ostali so vsi Španci, ki delajo v bistvu angleško diplomo, ampak so zelo vsi pomagajo, tudi karkoli rabite okoli mesta, verjamem, da vam bodo pomagali, niso zlonamerni. Kar se pa tiče življenja, tukaj nasploh bi rekla, da cene so malo dražje kot v Sloveniji, kar se tiče hrane, izhodov in podobno. Je veliko organiziranih dogodkov, tudi prek ESN-a, kakor je že Tomaž rekel, je ista organizacija, in pa tudi drugi organizatorji, tako da vsak večer boste imeli nekaj. Tudi če prihajate sami, ne se ustrašiti, jaz sem prišla sama in takoj v prvem tednu boste našli seveda ne Slovencev, jaz osebno sem v vseh 4 mesecih, ko sem že tukaj spoznala 2 Slovenke, ampak je zelo veliko ostalih študentov, no. Glede štipendije ne bo spet odvisno, kakšno nastanitev boste imeli. Jaz sem imela zelo veliko srečo, tako da jaz v bistvu sem našla eno izmed najcenejših nastanitev, kar poznam kogarkoli, da je tukaj. Vsi ostali plačujejo večinoma tam od 600 pa do 800. Seveda tukaj zdaj morate vedeti, da odvisno od vaših prioritet. Hočete imeti dnevno sobo ali hočete iti, ne vem, na kakšen izlet več, ker je tudi veliko organiziranih tako izletov v sosednje države, tako da kar se mi zdi super. Tako da edina slaba stvar Barcelone, kar je pa zelo veliko tatvin, to morate biti pripravljeni. Zelo veliko tatvin je na telefonov, denarnic, torbic, tako da to morate biti zelo pozorni, sploh pa na metrojih, v kakšnih nočnih klubih. 80% ljudi, ki poznam tukaj, so jih že ukradli. Nobenega to ne zanima, seveda, ker tukaj so že navajeni tega. Greste na policijo, date vlogo, to je to, tukaj se zadeva zaključi. Tako da v bistvu mislim, da je to. Če koga še kaj zanima, pa kar vprašajte.
Super, hvala. A če sem, Kar. a na EVIKO si ali na kateri univerzi? Ne, jaz sem na UAB, Ok, cool. Univerziteta Autonoma de Barcelona. Ok, hvala. Aha, pa še to, no, v bistvu za ta program na tej določeni univerziteti bi priporočala mogoče bolj za razredni pouk. Zato, ker v bistvu vse predmete, katere jaz trenutno vzemam, imam na primer matematiko, kemijo, kurikulum, telovadbo, ne vem, še en predmet sem imela, so vsi v bistvu bolj poglobljeni v to, kako bi vi v osnovni šoli naučili otroke. V bistvu je bolj vloga na učitelja v tako, no, 1. do 5. razred recimo. Tako da, no, ja, iz tega vidika bi mogoče bolj priporočala razrednim poukom, ampak ne glede na to, no, lahko tudi veliko ostalih stvari vzamete, tudi če niste razredni pouk. Hvala, Hana. Jaz mislim, da je to kar posebnost, da imajo angleščini. Jaz, ko poslušam te predstavitve zdaj zadnje 2-3 leta, običajno ljudje, ki grejo v Španijo, je vse v španščini. Tako da lepo slišati, da so tudi oni zdaj končno začeli tudi nekaj v tej smeri delati. Tako da pa fajn, tudi hvala za tale informacijo za pomoč pri iskanju namestitve. To je namreč vse večji problem. Isto v Ljubljani, mi imamo študenti, ki prihajajo v Ljubljano, imajo blazne težave. Vem, da je tudi marsikakšni naši študenti, ki grejo po izmenjavah, mi tožijo, da tudi po več mesecev iščejo ustrezno namestitev, tako da to je kar fajn se pravočasno lotiti, ko enkrat veste, kam boste šli. Ok. Sem še nekaj bi izpostavila. Ko boste iskali namestitve, vam toplo priporočam, da se res držite teh strani, no, spletnih, kot so Spotahome in Idealist in tako naprej, in da v bistvu res gledate, da je to preverjeno strani agentov. Ker sem tukaj spoznala potem veliko študentov, ki so prišli tukaj in to stanovanje sploh ni obstajalo. In so v bistvu ti preden sploh prideš sem, moraš dati polog, 500 € oziroma še več, odvisno od vaše najemnine, plus prvi mesec morate plačati, plus seveda so stroški, katere vi morate plačati za agencijo. Ampak no, te stroški na koncu v bistvu so upravičeni glede na to, da stanovanje sploh obstaja. Pa še to je, da je v bistvu na Facebooku imate zelo veliko skupin, naprimer Erasmus v Barceloni, in že zdaj naprimer so objave več študentov iz različnih koncev sveta, se ne vem, dobi prek Zooma, reče, ja, jaz bom pa od takrat do takrat tukaj, in potem v bistvu skupaj iščejo stanovanje, ali pa v bistvu se sprosti kakšna soba in ste lahko del te nastanitve, no. To je tudi ena izmed opcij. Ok, hvala. Pa gremo kar naprej. Mislim, da se je Lucija že prijavila, najlepša hvala, tako da kar izvolite. Evo ga, živjo. A me dobro slišite? Ja. Super. Jaz študiram socialno pedagogiko, 3. letnik sem in trenutno sem v Gentu, v Belgiji. Sem bila tle že ta semester, ki je zdaj, in bom ostala še naslednji semester. V tem semestru študiram pač na enem kampusu, kjer se program imenuje Social Work for a Challenging Society, in v naslednjem semestru bom imela Together for Social Education. Tako da pač v prvem semestru je bilo tako Social Work, v drugem je Social Education, v redu. Glede predmetov, se mi zdi, da je tako dosti drugače kot v Ljubljani, da je ful bolj praktično, ful bolj tako konkretne stvari, se mi zdi, da tudi bolj tako uporabne stvari se naučimo, da nisem tako, boš prebral 15 člankov in jih obnovil za sošolce, ampak je tako, razmišlji, kakšne so vaše lokalne potrebe, pa dajte v skupini narediti en projekt, ki bo na to odgovoril. Ali pa, ne vem, jaz sem sošolci pripravila eno dejansko igrico, pač en kviz, ki lahko igraš sam ali pa v razredu o brezdomstvu, da pač mite razbijamo. Ali pa smo naredili, ne vem, za online social work smo rabili tako narediti nek pač Microsoft svoj, se pravi, kot neko predstavitev, spletno stran, in si rabo noter narediti od vlogov do, ne vem, kaj zdizajnirati ali pa tako. Ene take stvari, ki niso
čist povezane s socialnim delom ali pa socialno pedagogiko na prvi pogled, ampak so pa pač tako ful uporabne. Tudi recimo storytelling je, kako ti poveš pač zgodbo, a ne kakor si tak glas ljudi, ki mogoče nimajo toliko moči v družbi, pa kako pol uporabiti, ne vem, umetnost ali pa teater ali pa glasbo ali pa film ali pa pač neki za zgodbe prepovedati. Pol en predmet je bil tudi policy influencing, se pravi, kako ti lahko vplivaš na zakone pa na politiko, da pač se sistematično problemi rešujejo, ne samo tako konkretno, mislim, ne samo tako pač od osebe do osebe, ampak tako en večji sistem. Torej se mi zdi, da sem se zelo veliko naučila, pač da je bilo tako zelo zanimivo, nekaj novega, nekaj uporabenega. V drugem semestru pa še ne vem točno, kako bo izgledalo, ampak bojo moduli, se pravi, boš imel predavanja, izpit, pa bomo imeli pa prakso 4 tedne, pač to bomo pa še videli, kako bo. Sošolci so iz različnih smeri, pač imam eno sošolko, ki študira pedagogiko in nekaj v zvezi z nutricionistiko, nekaj, pa imam kakšne, kakor pač so tudi na socialnem delu, ampak pač v enih državah to spada pod edukacijo, pod drugih pod zdravstvo, pri tretjih pod psihologijo, tako da pač tako je zelo zanimivo videti različne vtise pa različne pristope. V razredu nas je tako ene 20, ene 15 nas je tujih študentov, pa ene 5 je belgijskih. Glede stanovanja se strinjam, tukaj je zelo, zelo, zelo težko bilo najti stanovanje. Se opravičujem, če legam, pač tako je. Težko je bilo najti stanovanje, tako da res vam priporočam, da to čim prej začnete. Jaz se opravičujem, če legam, v redu. Ne, vse v redu. Kaj vam naj še povem? Tukaj se ful veliko uporablja kolesa, pač če greš peš, si čuden in res tako, vsak ima svoj kolo ali pa lahko si ga tudi najamaš tukaj in pač res kamorkoli se da prideti, je tako zelo ravno, kar je ful dobro za kolesarjenje, malo manj dobro zato, ker pač ni gor in te slovenske pokrajine. Ampak moraš paziti, da se ne zvrneš, ker so pač tudi tračnice za tramvaj in še posebej, ko pada dež, je zelo spolžko, tako da to. Tudi lahko greš okoli, pač, ker je taka lokacija, Gent je tako, lahko greš, ne vem, v Amsterdam ali pa v Bruselj ali pa v Pariz ali pa na morje, pač tako, dosta taka lokacija, je pa tudi vlak se dosti poceni dobiti. Tako, lahko tudi zelo, zelo poceni, recimo, če si izbereš pač lokacijo A, lokacijo B, imaš za 10 voženj, se pravi 5 v eno smer, pa 5 v drugo, med tema dvema lokacijama 13 €, kar pač res ni velika, ne. Ene par ljudi je rekel, da ne bi šlo na Erasmus, ker pač imajo ful aktivnosti doma pa tako, pa bi jaz rekla, ja, je res, moraš vse pustiti, ampak po drugi strani pa jaz se mi zdi, da sem veliko stvari ohranila s tem, da sem nadaljevala z njimi po Zoomu, ali pa da ne vem, če sem pač del kakšne organizacije, da kaj pač organiziramo ali pa tako, se pač slišimo, pa imamo online sestanke, pa ko pridem domov, bomo pa pač v živo delali stvari, a ne da malo tako. Se mi zdi, da še vedno lahko nadaljujem aktivnosti, pa tudi odnose, ki sem jih imela doma, pač tukaj za en kratek čas, ne za skozi, ampak pač za to obdobje, ker sem tukaj, da pač naj vas to ne ustavi, če bi koga to skrbel. So pa tudi tukaj ful taki prijazni na faksu, tudi tako, da te pač vzamejo pod okrilje, pa so nas na začetku ful tako, smo imeli recimo welcome day za študente, ker so pač organizirali zabavo za zastonj pijačo in zastonj pomfrijem in so imeli pač tako spoznavanje. Pa tudi, če je kdo karkoli rabil take tehnične stvari za urediti dokumentacijo ali pa kaj, so nam ful pomagali. Ena ta pač profesorica je rekla zdaj za naslednji semester, da če še kdo nima stanovanja, pa kaj najde, da ji lahko njej napiše, da bo šla ona prečekirati, če dejansko obstaja to stanovanje. A ne pač ful so tako prijazni, pa tudi to, kakor je prej Hana rekla, ne rabiš res prečekirati, če obstaja to. Pa še ena stvar, kakor se mi zdi v Gentu res kulska, je pa, da hrano se da dosti poceni dobiti, ker imajo en tak sistem Let's Save Food, kjer lahko priješ in dobiš zastonj hrano, ko je pač tako, recimo, ne vem,
kruh, ki ga ne morejo več naslednji dan prodati, a ne, ki je že tako star, ampak v resnici je pač še čisto v redu, ali pa pač zelenjavo, sadje, zapakirane stvari iz hladilnika, pač talajo zastonj. Tako da tukaj se da zelo veliko prišparati, recimo. Je pa nasplošno je pa bolj drago kot v Sloveniji, ampak pač tako je, ne. Recimo, en moj sošolec je tudi si šiht najdu, tako da lahko tudi kaj zaslužiš, če hočeš. Se mi zdi tako, da je dobro, no, da je lepo, pa vas bi res spodbudila, da greste. Če ima pa še kdo karkoli za vprašati, pa želi, da nekaj povem, naj pa kar reče, lahko napiše ali pa se oglasi. Super, mislim, da ste bili zelo informativno in uporabno predstavitev. Tako, če ni vprašanj, pa imamo še zadnjo danes, Zala, kar izvolite. Živijo, jaz sem Zala, jaz bom pa šerala screen, samo. Ok. V glavnem, jaz sem pa na izmenjavi na Portugalskem. Bila sem v Lizboni, se pravi prejšnji semester, zdaj sem 4. letnik socialne pedagogike, bila sem v Lizboni prejšnji semester, zdaj sem pa v Portu in vam bom malo predstavila, zakaj je dobro iti na Portugalsko. V glavnem, ja, jaz sem šla na Portugalsko, ker sem zadnjih 5 poletij preživela tle in se mi je zdelo v redu, grem probat, kako je živeti. In je bilo ful dobro in je ful dobro, ampak ima pa tudi svoje specifike in zdi se mi, da kar izstopa pri Portugalski je to, da njihov način dela, naprimer, se mi zdi, da je tako veliko bolj počas, pa malo bolj tako, vse skupaj je bolj počas, pa vse bo v redu, občutek dajejo, ampak meni je naprimer to, preden sem šla, do zadnjega nisem čisto vedela, če bom šla zares, tako da mogoče to dobro vedeti, da je tako malo nesigurno deluje, ampak v resnici je to njihov način dela. Na koncu do zdaj kaže, da se še vse izide, tako da to. Pol druga stvar, ki se meni zdela ful dobra, je tukaj je ocean in tukaj se surfa, to je meni ful zaznamovalo to leto. In se mi zdi, da mi je tudi ful dalo. V redu vreme je, sicer tudi veliko dežuje. Jaz sem bila, se pravi, poletni semester, pa zdaj sem zimski semester, kar veliko dežja, ampak drugače nasploh je pa zelo lepo vreme in to je tudi eden izmed razlogov, da sem se odločila, da grem sem. Pa ljudje so krasni, v smislu, zdi se mi, da so tako zelo topli, zelo topel narod, pa tudi veliko ljudi, ki sem jih spoznala, ki so prišli na Erasmus sem, imajo tako auro, dajo tako toplo, pa tako zelo prijetno in hitro se domače počutiš tukaj. To se mi zdi, da je ful dobro. V glavnem, zdaj pa v zvezi s faksom. Tukaj je faks v portugalščini, tako da je bil to en challenge in tudi, ko sem šla na Portugalsko, sem rekla, ok, mogoče bom padla, ampak se mi zdi, da bo redno. Tako da sem šla čisto tako, nobenih pričakovanj nisem imela in sem šla čisto tako sem. Ampak v bistvu je bil ta jezik najboljša stvar po mojem od vsega, zaradi tega, ker sem v bistvu se čisto vrgla v učenje portugalščine. Prvih 14 dni smo imeli intenziven tečaj, ki je trajal tako 4 ure na dan, mislim da. In smo v bistvu naredili A1 kurs takoj, preden se je sploh faks začel, sem šla 14 dni prej tja. Pol sem pa v bistvu skozi cel prvi semester sem imela, mislim, da skupaj 6 ur na teden portugalščine in zelo dober tečaj, res sploh ga ne morem prehvaliti, tako da me je ful nas je navdušil in tudi ta cela skupina, ki smo bili tam, smo pol ves čas skupaj bili, mislim, veliko. Tako da to, v resnici je pa pol faks bil ful prilagojen, v smislu, te učitelji so tudi, profesori so čist odprti, lahko sam predlagaš, kako si ti predstavljaš, da bi, ne vem, da bi šel čez nek kurs in v bistvu na koncu bi tudi brez znanja portugalščine komot zdelal, zaradi tega, ker so omogočali, da, ne vem, da so pol izpiti oziroma naloge, ki jih oddajaš, da jih oddajaš v angleščini. Vsa predavanja so v portugalščini,
ampak niso obvezna, tako da ne rabiš hoditi, če ne želiš. Je pa res, da pri enih profesorjih je pa tako, da je treba hoditi. Se pravi, odvisno od to, pač, kaj se odločiš, kaj si izbereš. Zelo veliko sem spreminjala learning agreement, to je malo posledica tega, da so oni zelo tako, mogoče ne toliko posodabljajo njihovih spletnih strani in v bistvu veliko predmetov ni bilo. Zdaj, ko sem v Portu, sem praktično čiste v learning agreement zamenjala. Tako da to je ena stvar, pa še, ne vem, če je še kaj takega, imajo tudi te nočne turme, kar je zelo dobro, če si želiš faks tlačiti, ne vem, v 2 ali pa 3 dni in imaš pol frej. To se mi zdi zelo dobra stvar. Ja, okej. Drugače glede faksa, jaz bi rekla, da faks je bil tako v redu, ni bil pa ne vem kaj. Ni bil to glavni del, da bi bilo ne vem koliko. Si predstavljam, da je tako na severu bolj dodelano ali pa da so bolj kakšni novi koncepti. Tukaj je pa tako, nekaj je. Meni je sicer všeč ta način dela, da bereš članke, pa to, tako da mi je bilo čisto v redu, ampak ni pa nekih ful novih spoznanj, po mojem. To, ostale stvari, naprimer nastanitev, v glavnem, meni se zdi, Uniplaces, Spotahome pa OLX so 3 platforme, prek katerih večina Erasmovcev dobi stanovanje in ja, isto zelo veliko je skemov, tako da je treba biti pozoren na to. Cene so šle v zadnjem času zelo gor, v zadnjem letu še posebej Lizbona je ratala zelo draga. Pol druga stvar je surfanje, surfa se malo ven iz mesta, v obeh mestih, ampak ja, so te tečaji in tako in je super, pol se je pa dobro svoj surf kupiti. Pol dogajanje zelo je živahno. Lizbona je bolj živahna kot Porto, ampak stalno se nekaj dogaja, tudi ful je veliko mesto in ja, tudi Erasmus dogodki ni konca. Tudi transport je zelo dobro naštiman, zaradi tega, ker ko imaš ti to karto, lahko greš v ful velik radije, v katerem lahko potuješ, kar smo mi kar dobro izkoristili in smo v bistvu vsak vikend nekam šli. To, ja, v bistvu to je par slikic, ne vem zdaj točno, če še kaj takega. Tle sem malo napisala stroške, oziroma nisem se bolj čisto spomnila, kakšni so že stroški, ampak naprimer za stanovanja oziroma sobe bi jaz rekla, da gre za sobo od 300, čeprav to že dolgo nisem videla, da bi imel kdo za 300 evrov, bi rekla bolj proti 500 evrov, da je zdaj za sobo na mesec. Pol hrana, prevoz je 30 evrov mesečno za študente in pol imaš tako zelo daleč okoli. Pa itak ostalo pa čisto odvisno, kakšen življenjski slog. Štipendija, jaz bi rekla, da se da komu drugače priditi štipendijo, če si malo pozoren. Ja, v glavnem to. Drugače pa dodatek za tole ESL kartico, ko kupujete Ryanair karte, morate 28 dni prej kupiti karto, ker jaz sem še vedno do zdaj pozabila in nikoli nisem mogla koristiti te kartice, tako da 28 dni naprej morate kupiti karto, da lahko koristite njihove ugodnosti. To, zdaj pa sem še na hiter Lizbona ali Porto. Jaz bi rekla, da je Lizbona bolj Erasmus friendly, veliko več različnih kultur in veliko več ljudi je bilo iz različnih držav. Tukaj je v Portu veliko Špancev, tako da zdaj govorimo bolj po špansko, ampak ja, tako, jaz bi rekla, da če greste prvič na izmenjavo, da bi bila Lizbona boljše mesto, je pa Porto bolj tak Ljubljana, pa mogoče malo bolj osvojljiv, če je kdo hiter, mu je tako, ne vem, preveč, bi pa rekla, da je Porto malo bolj umirjen, pa tako. Ok. Zdaj na koncu smo vas malo izgubili, ampak evo, ste končali, ne? Ja. Okay. Najlepša hvala. Ja, Portugalci so, moram reči, da je zelo popularen Porto med našimi študenti in vsi nekako tako govorijo, kot ste vi. Jaz sem tudi že tam bil, z njimi dosti sodelujemo, delujejo malo kaotično, tako da
težko dobiti neke konkretne informacije naprej, da to se bo pa za premej izvajalo, ampak vse je tako, kot vse bomo se že zmenili in vsakič smo se tudi zmenili, tako da vse je vedno išlo. Če ste pa bolj tak tip, da hočete imeti res vse v nulo zmenjen vnaprej 3-4 mesece, pa mogoče Portugalska ni za vas, se morate bolj kakšno Skandinavijo obrniti. Je pa prekrasno, jaz sem sicer v Portu, mi je bilo res fantastično mesto. Tako, hvala lepa vsem, če ni več drugih vprašanj, mislim, da smo prišli do konca. Hvala še posebej študentom, ki ste bili pripravljeni deliti vašo izkušnjo, tisti, ki ste šli v tujini, srečno do konca, da lepo speljete, stali pa kar pogumno s prijavo. Hvala lepa vsem. Srečno. Adijo. Adijo.